hvala za besedo. To je recimo ena stranska veja v današnjem simpoziju, se ne lotevam temeljnih vprašanj obeh revij, ampak neke osebnosti, ki je pri tem odigrala svojo vlogo, ko pa jo spoznavamo, obenem nekako spoznavamo tudi takratni prostor in čas na Tržaškem. Navajam. Nekatere stvari smo že slišali danes, recimo ta citat tudi v glavnem. Že ob prvem obisku na Tržaškem, kjer sem se z ženo Mileno Merlak in prvorojenim sinom Gregorjem leta 1963 na pobudo doktorja Stanka Janežiča mudil v tedaj še izredno prijazni in idilični vasici Mačkolje, visoko nad Tržaškim zalivom, smo s tržaškimi in goriškimi prijatelji začeli zares razmišljati o ustanovitvi Slovenske kulturne revije. Sredi vročega poletja na Marijin praznik 15. avgusta 1963 smo se kot pravi romarji podali čez kraške gmajne z občin peš do Cerkvice na Repentabru, da dokončno ustanovimo novo revijo. Bilo nas je kar precejšnje število pobudnikov iz nekomunističnega tabora. Življenjski interesi, ljubiteljska nagnjenja, želja po kulturnem delovanju, a tudi miti in prividi so nas gnali na pot. Od Vinka Beličiča, Martina Jevnikarja, pokojnega Franca Jeze, Stanka Janežiča in Vladimirja Vremca do moje žene je segal seznam sodelavcev. Stanko Janežič je predlagal ime, priporočil pa je tudi, da se povežemo s kritično mislečim in krščansko usmerjenim Alešem Lokarjem, ki bo gotovo priskočil k sodelovanju. Tako se je 30 let kasneje, v zadnji številki Mosta, ki je tukaj na mizi, decembra 1993, Lev Detela spominjal rojstvo revije. Taras Krmauner je v isti poslovidni številki Mosta zapisal: Most, to sta Aleš Lokar in Vladimir Vremec. Res se je od začetka izhajanja Mosta izmenjalo v uredništvu kar nekaj drugih imen, a vsi so prišli in šli. Noben od drugih urednikov razen Lokarja in Vremca ni zapustil za sabo sledov. Ne Janežič, ne Rebula, ne Lev Detela, še največ Rožanc, a bolj kot mentor. Konec navedka. To bo v določeni meri tudi držalo. Življenje revije je bilo zelo razgibano, saj so se koncepti in uredniki ter sodelavci spreminjali. Vendar so pomembno vlogo odigrali seveda tudi pobudniki, ki so reviji položili temelje. Med njimi je bil duhovnik, teolog, ekumenski delavec, profesor, pesnik in pisatelj dr. Stanko Janežič. Sončen, odprt človek, poln optimizma in novih zamisli. Lani je minilo 100 let od njegovega rojstva in 20 let od njegove smrti. V rojstni župniji svetega Miklavža pri Ormožu so se ga 6. septembra spomnili z akademijo, mašo, spominsko ploščo, knjigo Helene Srnec in odprtjem spominske sobe dr. Stanka Janežiča v zgradbi ob cerkvi. Z napovedanim doprstnim kipom v aleji velikih ormoških mož in žena pa menda še ni nič. Na Tržaškem pa se ga radi spominjajo predvsem v večkrat omenjenih Mačkoljah. Ko se seznanjamo z njegovim življenjem in delom, kot rečeno, obnavljamo tudi nekatere značilnosti takratnega tržaškega prostora in časa. Pri Mostu je bil Janežič med pobudniki in nato sodelavci. V drugi številki revije je zapisan med člani uredniškega odbora. Za odgovornega urednika, ki v Italiji zastopa pred oblastmi periodiko, ki jo treba tudi registrirati na sodišču, pa je on, kot smo tudi že slišali, pridobil odvetnika Draga Štoko. Sploh se Janežič v tržaški dobi pojavlja kot dragocen pobudnik, neumorni spodbujevalec in sotrudnik pomembnih podvigov, vendar bolj s stranskega sedeža. Po vrnitvi v matično Slovenijo, ko je v Mariboru postopoma postal stolni vikar, špiritual v dijaškem semenišču, rektor bogoslovja in od leta 70 do upokojitve leta 96 profesor na Teološki fakulteti v Mariboru in Ljubljani, je tudi v publicistiki prevzemal vidna, odgovorna mesta. Ne vem, če se je prej bolj zadrževal, ker ni imel državljanstva, ali morda ni bil inkardiniran v Trstu, tega nisem raziskoval. Tako je v matični Sloveniji od leta 70 do 2009 urejal ekumenski zbornik v edinosti.
Leta 1971 in 1972 je urejal revijo Nova mladika, ki jo je 10 let izdajala Mohorjeva družba v Celju. Leta 1988 je v Mariboru obudil Dom in svet ter ga do konca leta 1997 izdajal kot letni zbornik. Mariborskega škofa dr. Krambergerja je leta 1993 pridobil, da je ustanovil Slomškovo založbo, sam pa je postal njen prvi urednik. Bolj kot ambicija bi lahko rekli, da je bilo ob predanosti duhovniškemu poklicu Janežičevo veliko hrepenenje to, da bi postal dober besedni umetnik. To izpričuje že njegov zelo iskreni mladostni dnevnik iz let 1944-1946. Izdal je skupno 19 pesniških zbirk, 11 knjig proze, 4 knjige pesmi v prozi in 14 knjig s teološko vsebino. Njegova nepopolna bibliografija šteje preko 480 enot. Pesmi je začel pisati že v 4. gimnaziji v Mariboru, objavljal jih je v rokopisnem dijaškem listu Brazde. Njegovo prvo tiskano pesem pa najdemo v mariborski reviji Naš dom. Nato je prešel v Kres, s 3 črticami pa je leta 1939 začel objavljati v Domu in svetu. Ob maturi leta 1940 je s sošolci izdal zbornik Majolika na razstanku osmošolcev klasične gimnazije v Mariboru in v njem objavil črtico ter nekaj pesmi. Urejal je tipkani list Mladi Prlek, v bogoslovju pa glasilo bogoslovcev Lipica, ki ga je po okupaciji prenesel iz Maribora v Ljubljano. Med vojno je pisal še za Slovenčev koledar. Preden se je naselil na Tržaškem, je doživel travmatične izkušnje vojne, revolucije in umika v begunstvo. Z drugimi bogoslovci in duhovniki se je 6. maja 1945 umaknil na Koroško in bil v tisti skupini civilistov, ki so jih Britanci 12. maja res na tovornjakih poslali v Italijo. Znašel se je v begunskem taborišču v Monigo pri Trevizu, naslednja postaja je bila Pralja, kjer so v tamkajšnjem samostanu begunski bogoslovci nadaljevali študijem. 17. julija pa je bil med 7 novomašniki, ki jih je trevižanski škof Mantiero v cerkvi v Zermanu pri Trevizu posvetil v duhovnike. Odločil se je, da ne gre v svet, vendar je do konca življenja ohranjal stike Slovencev z domstvom in tudi pisal vzdomske publikacije. Konec avgusta 1945 je dospel na Tržaško, najprej nekaj tednov v Boljunec, nato je bil v letih 1945-50 kaplan na Proseku in Kontovelu, nadalje služboval v Ospu, Mačkoljah in pri Svetem Vinceciju v mestu. Poučeval je tudi verouk na več slovenskih šolah, vmes je bil študij v Rimu. Na Tržaškem je objavljal najprej v mladinskem in otroškem listu Setev in Pastirček. Kmalu pa je začel prevzemati tudi aktivnejšo vlogo. Tako je sodeloval pri zborniku umetnosti in razprav Tabor 51, ki je prinesel pisano vsebino kulturnih in leposlovnih prispevkov, največ pozornosti pa je vzbudil zaradi 2 razprav Mirka Javornika, ki se sicer ni podpisal s polnim imenom, je pa ostro kritiziral tako komunistično diktaturo kot dotedanje slovensko nekomunistično politično vodstvo ter se zavzel 51 za samostojno in neodvisno Slovenijo s Trstom kot kantonalno edinico. Te zamisli sta polemično zavrnili tudi zamejska katoliška in liberalna politična skupina, to sta bili Slovenska krščansko-socialna zveza in Slovenska demokratska zveza v tednikih Katoliški glas in Demokracija. Kot si je profesor Vinko Beličič zapisal v dnevnik in to potem objavil v knjigi, je zbornik začela snovati skupinica begunskih izobražencev v Trstu že oktobra 1948. Nato se je krog širil, publikacija pa je išla šele septembra 1951. In poleg polemik snovateljem prinesla tudi finančne težave. V omenjenem krogu denarja za kulturne pobude ni bilo, tako da je vsakdo izmed njih nekaj prispeval. 8. novembra 1951 pa so v takratnem tržaškem auditoriju priredili še uspešen recitacijsko-pevski večer za financiranje pobude. Nastopil je tudi Stanko Janežič, ki je sicer 2 pripravljalna sestanka v letu 1949 gostil v župnišču na Proseku in je med avtorji v zborniku.
Jeseni leta 50 je Janežič prevzel nekoliko odmaknjeno novo župnijo Mačkolje v dolinski občini na meji z Istro. V vasi takrat ni bilo ne elektrike, ne vodovoda, ne asfalta. Omislil si je motorno kolo. Ob Virskem je zelo poživil prosvetno življenje. Kot duhovni vodja je pomagal tudi skavtski organizaciji in dobro se tudi sam spominjam njegovega zelo lepega glasu, ko je s kitaro ob tabornih ognjih v ruščini prepeval Večerni zvon ali 12 razbojnikov. Njegovo je tudi besedilo himne Skavtska pesem, ki jo je uglasbil Matija Tomc. K njemu v Mačkolje so radi zahajali tudi nekateri v Trstu živeči begunski izobraženci. Beličič si je 28. septembra 1954 zapisal dnevnik. Jože, to je Peterlin, in jaz sva si od četrtka 23. do sobote 25. privoščila 3-dnevne počitnice v Mačkoljah. Vreme je bilo vroče in lepo, ob grozdju in figah je čas hitro mineval. Janežič odide prve dni oktobra v Rim. Tam bo kaki 2 leti študiral, na kar se z novim znanjem vrne v Trst, kjer ga bo ta čas zelo manjkalo. To je najdelavnejši mlad duhovnik na Tržaškem. Te dni smo v troje, oziroma v četvero, ker je bil četrtek popoldne tam tudi Jevnikar, veliko govorili o slovenski kulturni akciji, o viri in domu, o ljudsko-prosvetnem delu. Bilo je vse skupaj nekakšno daljše slovo od Janežiča. Vsem nam je hudo, pa kaj hočemo, takšno je življenje. Dejansko je ostal Janežič v Rimu vse do leta 60. Stanoval je v zavodu Rusikom in študiral na Gregorjani ter Papeškem vzhodnem inštitutu. Vmes je študiral tudi na Katoliškem inštitutu v Parizu. Doktoriral je iz vzhodnega bogoslovja z disertacijo o posnemanju Kristusa pri Tihonu Zadonskem. Tukaj vas oprostim poslušanja enega ekskursusa o ekumenistih v Trstu. Prva leta po vojni, ko so bili stiki s Slovenijo težavni, je bilo veliko več kulturnega sodelovanja s Koroško. Koledarji Goriške Mohorjeve družbe in družbe svetega Mohorja v Celovcu so bili na primer od leta 1949 do 60 skupni in tiskani v Celovcu. Janežiča najdemo med avtorji poezije in kratke proze že v letniku 1950. Skupna je bila nekaj let tudi revija Vira in dom, ki jo Celovška Mohorjeva izdajala v letih 1949 do 2007 in je po letu 1966 nosila naslov Družina in dom. Leta 1954 je prišlo med profesorom Jožetom Peterlinom in doktorjem Vinkom Cvitrom do dogovora o sodelovanju. Vanjo so začeli pisati tudi tržaški in goriški avtori, med njimi Stanko Janežič. Duhovnik in publicist Dušan Jakomin, ki je v svojih spominih obudil tudi to poglavje naše preteklosti, je zapisal, navajam: Na prvi strani prve skupne revije je dr. Stanko Janežič, nekakšen ideolog, pesnik, odličen duhovnik, izreden sodelavec v prosveti od leta 1945, ko je prišel na Tržaško do leta 1969, ko se je preselil v Maribor, napisal uvodnik z naslovom Bratje smo in poudaril, revija Vira in dom bo lahko opravila veliko vlogo v zbliževanju med Korošci, Tržačani, Goričani in Slovenci v Benečiji. Leta 1957 pa so se njeni tržaški sodelavci okoli profesorja Jožeta Peterlina odločili, da začnejo s svojim mesečnikom, Mladiko, ki k sreči izhaja še danes. Kot je 25. januarja 1957 zapisal svoj dnevnik Beličič, je imel Celovški mesečnik takrat okoli 1000 odjemalcev na Tržaškem in Goriškem. Vendar je prva številka novega letnika, navajam, izšla s samimi koroškimi prispevki, brez kakega posebnega naznanila o razhodu s Primorci. Le urednik Vinko Cviter je odstopil, nadomestil ga je profesor Pavle Zablatnik. Jože, vedno Peterlin, je dejal, da Celovčani od 16 strani vsake številke ponujajo Primorcem 5 strani, a da je to premalo za nas, navednice. Janežič je sodeloval pri pogovorih o novi reviji, ki je sprva veljala le za družinsko revijo. Potem je z njo sodeloval in bil tudi v njenem uredništvu. V tem krogu so se potem rodili Društvo slovenskih izobražencev in njegovi študijski dnevi Draga.
S tem se je na katoliški strani v Trstu nekako ustalilo rojevanje in umiranje pobud za izobražence, saj so prej krajši čas delovali Slovensko katoliško akademsko starešinstvo, Katoliška akcija, Zveza katoliških izobražencev, Slovensko katoliško akademsko društvo in morda še kaj. Koliko je bil v njih dejaven Janežič, ni znano, ker je to obdobje zelo malo obdelano. Vemo pa za njegovo pobudo glede Društva slovenskih izobražencev. Beličič si je 30. novembra 1962 zapisal dnevnik. V torek, 27. novembra, nas je Janežič sklical v prostore v Donizetjevi ulici številka 3, svoje katoliške izobražence. Prišlo nas je kakih 30. Fant je v uvodnih besedah izrazil misel, da se ustanovi pravo društvo, ki bi družilo z rekolekcijami in s predavanji tržaške izobražence. Sledila diskusija in večina je bila za to, da se organizacija ustanovi takoj. Jaz in še 3 drugi smo bili proti temu. Treba je bilo izvoliti začasni odbor in prišli smo na volitve. Štetje je pokazalo, da sem dobil 17 glasov, za mano je bila Laura Abram s 15 in potem drugi. Kaj sem hotel? Volji in zaupanju ugovarjati? Ali žgalo me je silno proti Janežiču, ki je to stvar sprožil in skuhal. Mi je manjkalo ravno še društvenega delovanja, ki sem ga že dolgo sit, in še zlasti v Trstu, kjer je katoliških organizacij da ena drugo dušijo in med njimi ni ljubezni. Hud sem na tega čudnega otroka. No, 18. decembra 1962 je bil ustanovni občni zbor novega društva, ki se ga je udeležilo 37 ljudi, vodil pa ga je Beličič. Tam se je vnela razprava o imenu društva in o načinu izvolitve odbora. Janežič je predlagal, da se v 4 predlaganih imenih glasuje. Zmagalo je ime, ki ga Društvo slovenskih izobražencev z neprekinjeno dejavnostjo nosi še danes. Profesor Beličič pa se je otresil ne le predsedstva, temveč tudi članstva v odboru. Predsednica je postala profesorica Laura Abram, podpredsednik profesor Jože Peterlin, ki je potem društvo od naslednjega mandata vodil do smrti. Janežič je postal duhovni asistent društva. Že pred ustanovitvijo je v letih 60-61 na prvo nedeljo v mesecu vabil izobražence v kapelo jezuitov v ulici Del Ronco, sredi mesta, kjer je zanje maševal, sledili pa so razgovori ob čaju, o sodobnih vprašanjih ali predavanja vabljenih gostov. Živahni Stanko Janežič je dal pobudo tudi za literarno nagrado Vstajenje in o njej spregovoril na prvi podelitvi, spet Vinku Beličiču, 8. junija 1963 v Trstu. Namenili so jo zamejskim in zdomskim pesnikom, pisateljem in znanstvenikom, ker da ustvarjajo v težjih razmerah, kakor v matični domovini, imajo manjši odziv in navadno tudi ne dosegajo nobenega drugega javnega priznanja. Osnovana je bila kot skupna nagrada tržaških, goriških in koroških organizacij, revij, časopisov in založb, vendar se je njen odbor, ki še deluje, postopoma omejil na italijansko zamejstvo. Društvo slovenskih izobražencev ni zaživelo, kot so upali in pričakovali, saj je bil odziv skromen, vsaj številčno. Na seji 13. novembra 1964 je Janežič predlagal, da bi imeli med počitnicami nekje v hribih študijski tečaj z odličnimi predavatelji teologij. K temu se je povrnil 9. januarja 1966, nato še 2. marca 1966, ko je naposled padla odločitev, da se avgusta ali septembra v Dragi pri Bazovici izpelje dvodnevni tečaj za, navajam, izobražence, akademike ter abituriente vseh 3 zamejskih pokrajin. Mišljene so bile Tržaška, Goriška in Koroška, s predavatelji, duhovniki in laiki. Sledile so nove seje, stiki v Gorici in Celovcu, iskanje predavateljev. Janežič je na seji 4. maja 1966 poudaril željo, da bi srečanje na tečaju v Dragi vzgibalo pasivnost pri izobraženstvu in naj bi povezalo Slovence doma in v svetu. Konec navedka. Dejansko so bili v izvirni Dragi, torej v tej vasici, 3. in 4. septembra 1966 prvi študijski dnevi. Med predavatelji sta bila tudi Aleš Lokar in Drago Štokar, torej člana uredništva Mosta, s čimer se vračamo k izhodišču, jaz pa k koncu, in dobimo dokaz več o takratni očitni teži
težnji po novih prijemih in dialogu. Hvala.